nadaljnega besedičenja, ko sem prebral povzetek tega predavanja, sem videl, da so alge nekako krive za kisik, ki ga dihamo, vsaj delno, če ne drugače. O tem, da bomo biogorivi. Zdaj bojo alge nam tudi pomagali porabljati kisik. Ne, od zdaj naprej. Mogoče nam bo več povedal Vika Žitnik iz Algena, Centra za algene tehnologije, in da bom neč govoril, kar lepo prosim, beseda je vaša. Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni še z moje strani in strani Algen DOO, Center za algene tehnologije. Ko sem pripravljal tole predstavitev, sem najprej pobrskal po internetu, kakšne rezultate dobimo, če vtipkamo geslo alge. In dobimo zelo zanimive rezultate. No, najprej Wikipedia. Tukaj vemo osnovne podatke o tem, kaj so alge. Čeprav se marsikdo s tem ne strinja. Potem dobimo kup strani, ki govorijo o tem, kako so alge dobre, kako so zdrave. Zraven so povezave do spletnih trgovin, kjer jih lahko nabavimo. Poleg tega, to druga stran, kjer se zdaj ne vidi, je pa še veliko strani, kjer se predvsem akvaristi sprašujejo, kako se alg znebiti. To je v bistvu, akvaristika, bazeni, v bistvu povsod, kjer imamo stoječo vodo, se lahko razvijajo alge. Nikjer pa ne najdemo nobene kakšne kvalitetne strani, kjer bi bile časovno novejši podatki o algah ali algnih tehnologijah. To pomeni, da področje alg in algnih tehnologij v Sloveniji je še kar podhranjeno, strokovno podhranjeno, tako da bi bilo dobro kaj narediti na temu. Vidim tudi predstavnike iz fakultete, lahko svojim študentom lahko omenite kakšno besedo o tem. No, posvetil sem se temu, zakaj se hočejo alg znebiti, ker samo o tem piše na forumih in zakaj so taka težava. Zato, ker se rastejo v akvarijah, razraščajo naše površine tam, vodo obbarvajo zeleno, sicer za nas je to fajn, če imamo v bioreaktorjih zeleno barvo, smo vsi veseli. Pojavijo se tudi v stoječih vodah, v ribnikih, v bazenih. V taki vodi ni fajn plavati. Triglavsko jezero in pa cvetenje v morjih. Tako, iz tega zvemo na slovenskem spletu, kaj sploh so alge, kaj pa v resnici so. So vodni fotosintetski in eukarionski organizmi. Kaj to pomeni? Rastejo v vodi, s fotosintezo pridobivajo energijo za rast in so eukarionski organizmi. To pomeni, niso prokarionti, eukarionti imajo razvite organele, imajo razvite celično jedro. So zelo raznolika skupina organizmov, taksonomija je zelo pestra. Glede taksonomij imajo, vsak ima svoje mnenje o tem, kaj sploh so alge, katere vrste bi spadale med alge, katere med rastline. No, na področju algnih tehnologij med alge uvrščamo skupine, ki jim pravimo makroalge, mikroalge in pa cianobakterije. Zdaj, cianobakterije že ime pove, da so bakterije in so prokarionti. Ampak ravno zaradi teh lastnosti, zaradi fotosinteze, enocelični organizmi jih lahko uporabljamo na področju algnih tehnologij z istimi metodami, kot lahko gojimo makroalge in mikroalge. Poleg tega so še zanimivi produkti. Kako izgledajo makroalge? So velike, ne? Tukaj da vidimo ekstrem, potoplače zraven, si lahko predstavljamo.
Te so predvsem v morjih, v morskih okoljih. Mikroalge so mikroskopsko majhne, eno do nekaj celične. Tale je 15 mikrometrov meri, pa je že kar velik predstavnik hematokokus. Najbolj priljubljena vrsta Chlorella vulgaris. Cianobakterije, kot sem že omenil, so prokarionti. Od mikroalg se razlikujejo predvsem po celični sestavi, nimajo celulozne celične stene, kar je v nekaterih primerih celo boljše za gojenje, ker lahko iz celice lažje dobimo vse celične sestavine, celične produkte, kot so proteini, lipidi in ostale stvari. Med cianobakterijami je najbolj priljubljena alga tale, Arthrospira, rečemo tudi spirulina. Sigurno poznate, ste že slišali za prehranske dodatke. V bistvu je cianobakterija, ni alga, tako da jeste bakterije. Fotosinteza. To je osnoven proces, s katerim alge svetlobno energijo spreminjajo v kemijsko. Zato potrebujejo ogljikov dioksid, vodo, sončno svetlobo. Produkti so pa celice, algna biomasa, ogljikovodiki oziroma glukoza in pa kisik. Tukaj na slajdu imam še napisan teorijo o izračunih, koliko svetlobe, sončne svetlobe alge sploh porabijo. Temu se reče par oziroma fotosintetsko aktivna radiacija. V bistvu so zračunali, da je uporabil zelo malo, 12% te svetlobe. Tako da, to pomeni tudi, če je oblačno, tudi če je megla v nekaterih primerih, to alg ne moti preveč. Kaj delajo v naravi? Predvsem hitro raste in se razmnožujejo v ugodnih pogojih. Ugodni pogoji so ogljikov dioksid, hranila, tukaj porabljajo anorganska, podobno kot rastline, seveda svetloba. Pri tem nastaja biomasa in kisik. Pojem biomasa lahko tukaj razložim, to je vsa organska snov, ki nastaja. Govorimo o algah, govorimo o algni biomasi. Lahko govorimo o rastlinah, je rastlinska biomasa, tako da to mogoče kdo ne ve, kaj je. Alge predstavljajo začetek prehranjevalnih verig v naravi, so primarni producenti, ker se hitro delijo, eksponentno narašča njihovo število celic, zato so hrana mnogim organizmom. Pomembne so pri kroženju snovi, predvsem ogljika, pomembne so pa tudi zaradi raztapljanja kisika v vodi. To je pomembno za ostale živali, predvsem ribe in vodne organizme. Ljudje smo že od nekdaj povezani z algami. Tole slikco sem najdel v eni knjigi, kjer je opisan, da ne bi spirulino uporabljali že azteki, to predvsem za prehrano. Spirulina je cianobakterija, to smo že izvedeli, in raste na površini vode, na vodni gladini, tako da jo je zelo lahko pobrati dol, s takimi siti, to lahko stisnemo, posušimo in je primerno za konzumiranje. Enaka slika je v Afriki, v Čadu. Tudi tukaj so ugotovili, da je pomemben prehranski dodatek. Zakaj je pomemben prehranski dodatek? Zato, ker je v Afriki suša, pomanjkanje drugih rastlin. Spirulina ima pa 60% svoje mase so proteini.
To je kar pomembno. In pa seveda Japonci gojijo makroalge, potem pravijo nori, in jih uporabljajo za suši in podobne zadeve. Te tudi gojijo na takih mrežah, potopljene so v vodi, ko zrastejo, jih samo pobelejo, stisnejo, posušijo. Ja, v Evropi smo se vrgli bolj v druge dejavnosti, bolj v kmetijstvo. Zato imam tukaj nekaj primerjav s poljščinami. Zakaj bi rajši gojili mikroalge? Prednosti je precej več kot pomanjkljivosti. Če začnemo s tem, da hitro rastejo, od 5 do 15 krat hitreje kot rastline. Posledično imajo večji donos. Zdaj, kaj to pomeni? Če vzamemo za primer koruzo, je hektarski donos koruze v enem letu 12 ton na hektar suhe snovi. Zdaj, pri algah smo na začetku našega gojenja, na začetkih našega podjetja, smo naredili fotobioreaktor s 50 litri in v njem začeli gojiti alge, mikroalge, klorelo. In že po nekaj 6-7 dneh smo dobili prvo žetev in iz tega smo izračunali, da je hektarski donos alg 24 ton. To se pravi, koruza 12 ton, alge 24 ton in to z našim zelo enostavnim fotobioreaktorjem, v katerem v garaži sta ga naredila Robert pa Borut. Tako da je še veliko prostora za optimizacijo. Nekateri predvidevajo, da bi lahko bil hektarski donos alg tudi do 60 ton na leto. Stalno rastejo. Ja, tudi rastline rastejo, ampak tukaj sem mislil bolj na stalno žetev. Rastline posedimo na njivi, imamo enkrat na leto žetev, največ 2-krat letno. Alge pa ob ugodnih pogojih, s tem mislim predvsem na temperaturo, lahko žanjemo celo leto. Tako da imamo enkrat na teden, dobimo svežo biomaso, in z njo naredimo karkoli pač. Alge učinkovite uporabljajo hranila. Spet bom vzel za primer njivo, ki jo pognojimo. Recimo, da je gor koruza. Ta gnojila niso učinkovito izrabljena. Na njivi so prisotni tudi drugi organizmi, s spiranjem se pač spirajo, prisotni so razni pleveli, ki porabljajo ta hranila. Pri algah, alge so v vodi, zdaj odvisno, kakšen sistem imamo. V vodi so zaprte in tukaj v fotobioreaktorjih ni prisotnih drugih organizmov, ki bi še porabljali ta hranila. Lahko recikliramo vodo, v kateri jih gojimo, to pomeni, da alge zrastejo do določene gostote v vodi, recimo 1 miligram, 1 gram na liter. Jih ločimo od vode in to vodo naprej uporabimo. Zato za gojenje alg ne potrebujemo kmetijskih površin, nimamo nikakršnih škodljivih izpustov, pesticidov. Pomembno je to, da ne tekmujejo s površinami za hrano, s kmetijsko-pridelovalnimi površinami. Nimajo odvečnih organov, kar je pomembno predvsem pri nadaljnji obdelavi, predelavi te biomase. In pa zanje lahko uporabimo dostopna hranila, kot je že odplake, rečemo komunalna voda, odvisno spet za kakšen produkt namenimo to biomaso. Pomanjkljivosti. Sistemi za gojenje alg še niso optimizirani.
Tukaj mislim predvsem na stroške gojenja alg, ki se gibljajo od 3 evre, mislim, da je najmanjši 3 evre mislim, da je še več. V glavnem so še v primerjavi z rastlinami je še neprimerljivo dragi. Tukaj pridemo do sistemov za gojenje alg. Kako gojimo alge? Poznamo odprte in zaprte sisteme. Odprti so bazeni, lahko uporabimo tudi morje. Slabost je, da možnost kontaminacije z drugimi algnimi vrstami in drugimi organizmi, ki se prehranjujejo z algami. Poleg tega imamo nenadzorovano snovi iz okolja, uporabljamo jih pa predvsem za produkte z nižjo dodano vrednostjo. Seveda so zato tudi nižji stroški vzdrževanja, ker so bolj preprosti sistemi. Zaprti sistemi so pa celni fotobioreaktorji, ležeči pokončni, to bomo v nadaljevanju povedali. Lažje jih nadzorujemo vnos snovi v sistem, so čistejši, lahko uporabljamo za produkte za višjo dodano vrednostjo, predvsem za farmacijo. S tem so povezani tudi višji stroški in pa določene težave. Kako izgledajo odprti sistemi? To so preprosti bazeni, globine so do pol metra. Vsi imajo mešalo, da se vsebina dovolj meša, da vse celice pridejo dovolj časa na svetloba. Tukaj imamo primer, kako gojijo spirulino. Tukaj vidimo, da jih kar na roke mešajo. Odvisno spet od algne vrste. Zgleda zelo enostavno. Zaprti sistemi, tukaj vidimo cevni sistemi. Prednosti sem že omenil, zdaj pa še mogoče malo slabosti. Te cevi izgledajo vse lepe, ampak do težav pride, ko se algne celice začnejo pritrjati na stene teh fotobioreaktorjev. Tako je onemogočen dostop svetlobi in težave je v tem, kako jih očistiti. Poleg tega moramo te sisteme temperaturno uravnavati. To največkrat delamo z polivanjem z vodo. Mešanje je tudi kar velik dejavnik, energetska poraba, to smo že imeli. Ploski paneli, to je podobno kot cevi, ampak da so pokončni paneli, postavljeni v vrste, tako da si ne delajo senco, tukaj vidimo, so v rastlinjaku. Naša, mislim, da najbližja algna inštalacija je v Nemčiji, v Kleceju. Tukaj ima 500 km cevi, premera 6 cm. Premer cevi je važen, zato ker z večjim premerom zgubljamo algni donos, predvsem zaradi svetlobe. Na 700 kubičnih metrih, v teh ceveh je 700 kubičnih metrov, imajo proizvodnjo 130 ton na leto, kar je kar solidno. Preden se pa odločimo za sisteme, v katerih želimo gojiti naše alge, moramo pa odgovoriti na številna vprašanja. Moramo vedeti, zakaj bomo gojili alge, kakšen produkt želimo imeti, na podlagi tega izberemo algno vrsto. Zato jim moramo zagotoviti ustrezne rastne pogoje, ustrezna hranila, moramo vedeti, kako bomo mešali, kako bomo čistili sistem, kako bomo uvajali CO2, koga bomo uvajali, kako bomo odvajali kisik, temperaturni pogoji. Velika težava je še separacija. Sicer, ko imamo algne celice velikosti 5 mikrometrov v vodi, je kar energetsko potratna separacija tega. Zato uporabljamo centrifuge, nove stanejo tam
80 000 evrov, poleg tega uporablja še, kar dobimo veliko položnico, no, za elektriko. Potem, ko rešimo te probleme, je na vrsti postavitev inštalacije, spet so novi problemi. V podjetju Algen razvijamo tudi krmilni sistem, ki bo uravnaval nekatere tajle vprašanja. To so označene s črnimi puščicami in avtomatiziral dodajanje CO2, hranila, spremljal koncentracijo hranil, gostoto celic na mililiter in tako dalje. Ko pridemo do tega, da smo že tako daleč, da imamo algno biomaso, kam z njo? Vidimo, da je uporabna na številnih področjih. Zdaj, kam bi jo dali? Vsi bi jo dali najreč v zgornji del piramide, zato ker za njo iztržijo največ. Farmacija je še zmeraj najbolj dobičkonosna. Biogoriva so pa čisto na dnu. Zdaj, do biogoriv pridemo še, ampak za pridobivanje biogoriv moramo imeti velike količine biomase, zato moramo imeti preproste sisteme, poceni predvsem, da bomo sploh konkurenčni fosilnim gorivom. Pa če se premaknemo kar konkretno na biogoriva. Zakaj so alge bolj uporabne kot rastline? Te prednosti sem že naštel, hitreje rastejo, imajo večjo vsebnost lipidov, tekmujejo za kmetijske površine. Poleg tega imajo večji donos, več olja dobimo z njih na hektar. To imam še na naslednjem slajdu, predvsem jih primerjamo z oljno ogrščico, kjer dobimo 130 galon, to bo na naslednjem slajdu. Oljna ogrščica, 1200 litrov na hektar olja, pri algah s samo 30% vsebnostjo olja, suhe snovi, pa dobimo kar 59 000 litrov olja na hektar. Vidimo, da pri biogorivih je pomembna vsebnost olja, zato je tudi izbor vrste zelo pomembna stvar. Najpogosteje uporabljajo Botrytis brownie, vidimo, da variira njegova oljnost 25 do 75% na suhe snovi. To je spet odvisno od pogojev, v katerih jih gojimo, ali recimo stradamo z nitrati ali ne. Pri biogorivih, za biogoriva algno biomaso uporabljamo predvsem za proizvodnjo biodizla in bioetanola, zato ker je to najlažje dobiti. Tole shema sicer piše, da je za rastlinska olja, enako je z algnimi olji, alge stisnemo, ekstrahiramo lipide, kakorkoli že, in dodamo metanol in katalizator, poteče transesterifikacija, dobimo biodizel in pa glicerol. To je najbolj preprost postopek. Bioetanol, za mnoge od vas je ta postopek že poznan, pridobivamo z fermentacijo prisotne glukoze ali pa ogljikovih hidratov s pomočjo gliv, kvasovk. Potem pa destilacija. Zaenkrat se pridobivanje biogoriv še ne splača. Zakaj? Prav zaradi stroškov gojenja, ki so za algno biomaso 3 pa do 30 evrov na kilo. Ko pa pelje tanker nafto v Luko Koper, je pa mislim, da cena 25 centov, tako nekako ali manj. Tako da smo še daleč od 3 evrov. Bioplinarne. Algna biomasa je tudi uporabna v bioplinarnah. Bioplinarne so take zgradbe, da
imajo mnogo koristnih stvari za gojenje alg, poleg tega lahko alge pač uporabljamo za pridobivanje bioplina. S tem mislim na ogljikov dioksid, na toploto in pa na bioplinski digestat. Bioplinski digestat lahko uporabljamo kot vir hranil, alge zelo lepo rastejo, v njem poleg tega ga očistijo, porabijo prisotne organske snovi. Za gojenje alg uporabimo še CO2 iz bioplinarne in pa toploto, to bo predvsem v zimskih mesecih. Seveda pridobljena biomasa ni ravno primerna za prehrano, lahko vsebuje tudi kakšne težke kovine, zato jo vrnemo nazaj v bioplinarno in tako sklenemo krog ali pa jo odvažamo na deponijo. Ja, algna biomasa pri čiščenju odpadnih vod. Zelo smo aktivni tudi na tem področju. Tukaj imam narisan hibridno čistilno napravo, shemo hibridne čistilne naprave, ki se razlikuje od klasične biološke čistilne naprave v bistvu samo po tem delu. Najprej je primarna obdelava, s tem odstranimo večje delce, ki se usedejo, če so to organski, jih lahko peljemo v bioplinarne. Potem gre tekoča faza v algni bazen, potem gre v bakterijski bazen in pa v usedalnik. Zakaj je ta hibridna naprava boljša? Pri klasičnih čistilnih napravah imamo samo globoke bazene za prisotnimi bakterijami, ki porabljajo pač organske snovi, ki so v vodi, s tem jo čistijo. Bakterije pa za rast potrebujejo kisik, ki ga pa uvajamo od spodaj s takimi črpalkami. Zato uporabimo veliko energije. Ne? Če pa imamo še algni bazen in iz tega bazena dovajamo vodo v bakterijski bazen, to je lahko mešana kultura, algna, bakterijska. S tem dovajamo raztopljen kisik v vodi, ki ga zagotavljajo alge, bakterijam in je poraba energije precej manjša. Spet prirast biomase lahko uporabimo za bioplinarno. Tukaj imam še eno shemo naše pilotne naprave v Goričanah, potekajo poskusi. Izgleda zelo enostavna, ampak dela. Ja, alge za krmo. V zadnjem času so popularne omega-3 jajca, omega-3 piščanci. Alge so bogate z omega-3 in omega-6 nenasičenimi maščobnimi kislinami. Ribja hrana. Na tej sliki imamo pa hematokokus, ki je rdeče barve. Tega uporabljamo tudi za pridobivanje barvil. Z njim pa hranijo losose. Kako? Karoten. Ja, barvila. Ja, pigmentina. Losose hranijo s hematokokusom zato, da imajo rdečo barvo. Ki niso v naravi. Prehranski dodatki, tega je zelo veliko. Za prehranske dodatke se uporabljata predvsem spirulina in klorela, so v obliki pudra pa tablet. Glavna razlika med klorelo in pa spirulina je ta, da ima klorela celulozno celično steno in nekateri predvidevajo, predpostavljajo, da je zato težje prebavljivo. Ja, sigurno je, ampak koliko teh snovi, ki so prisotne v njej, dobimo, v bistvu ne vemo. Ne? Spirulina spada med cianobakterijami, če primerjamo njuno sestavo, je v bistvu zelo podobna.
razlikuje se za nekaj odstotkov. 60% proteinov, pri kloreli 57%. Ima še kup koristnih snovi, vitamini, minerali, nenasičene maščobne kisline, aminokisline, predvsem tiste esencialne za nas, ki jih ne moramo sami zgraditi. Ja, kako se goji spirulino? Spirulino gojijo v odprtih bazenih, čeprav jo potem uporabljajo za prehrano. Ampak zagotavljajo, da jo predtem zelo očistijo, tako da je po standardih. Standardi so pa zelo različni, predvsem na Tajvanu, na Kitajskem sem zasledil, da je mislim, da na liter ali na kilo pridobljene biomase sveže ste lahko prisotni 2 muhi notri. Če se te ni dobro za prehrano, če ste 2, pa je v redu. Spirulino lahko pridobimo tudi doma. Tole je taka schema rastlinjaka. Če naredimo si bazen, če ga pokrijemo s folijo, 30 cm globine. Celo ni zahtevna za gojenje, zato ker rabi visok pH, raste gre pH 10. V takem pa ne preživijo drugi organizmi. Vidimo, da dobivamo algne rezance, algne kruhke, teh stvari je še veliko. Ja, algna kozmetika, o tem ne bi izgubljal besed. Biozdravila, ja, to je ena zanimiva tema. Kako pridobivamo iz alg biozdravila? Postopek je podoben kot pri rastlinah. Najprej si zberemo gen, ga vstavimo v rastlinsko celico, posadimo rastline zraste, jo požanjemo, ekstrahiramo produkt in ga zapakiramo v ustrezno obliko. Pri algah je ta postopek še enostavnejši. Enako genski zapis vstavimo v algno celico, katero lahko takoj gojimo. Ni nam treba čakati 1 mesec, že po 6 dneh je kar dovolj biomase za žetje. Ekstrakcija učinkovin včasih sploh ni potrebna, lahko jih kar zapakiramo v tablete in pojemo. Tako da to je tudi ena prednost. To je zelo aktivno področje v zadnjih časih. Zakaj gensko spreminjamo alge? Zato, ker želimo več snovi, ali so to lipidi, vitamini, pigmenti, karkoli. Lahko bo proizvajati tudi drugačne, komercialno zanimive snovi. Primer je proizvodnja vodika, to je še v razvoju, sicer so naredili na kisik tolerantno hidrogenazo, postopek je pa tak, da alge preprosto rastejo z ustavljenimi deli DNA, si naredijo svoje proteine, proizvajajo kisik in vodik, ki ga peljemo v gorivno celico in dobimo elektriko. Drug tak postopek je pa pridobivanje etanola. S tem, da bi naredili znotraj celično fermentacijo. Detajli niso znani, kako se to naredi, ampak izgleda pa zelo zanimivo. Spet alge rastejo, pri tem porabljajo CO2 hranila, proizvajajo kisik in etanol, ki ga je pa dosti lažje ekstrahirati iz vode. Ja, kakšni so potenciali alg? Sicer je tole iz leta 2006, pa vseeno. Prehrana,
pigmenti, omega-3, nenasičene maščobne kisline, hrana za akvakulture in pa produkcija raznih encimov. To je že v proizvodnji, to se že dela. Tukaj vidimo, v kakšnih količinah letno. Kje so pa še rezerve? No, rezerve so tudi v tehle še. To je še področje še za optimizirati. Donosi so lahko še višji. Za proizvodnjo polisaharidov, biognojil, za CO2 biofiksacijo, za pridobivanje energije, to se pa zdaj dela raziskave. Tako da, kakšna je bila prihodnost? Nekateri arhitekti si že predstavljajo, kako bi bile zgradbe oblečene v algne fasade, tole so fotobioreaktorji podobni drevesom. Zakaj bi bilo koristno, če bi bile fasade iz algne biomase? Sicer so to cevi, ampak te zagotavljajo kisik, iz njih lahko dobimo tudi hrano, lahko dobimo energijo, porabljajo CO2, čistijo nam vodo. To je to, koristijo vse stranske, ampak, kot pravim, to je prihodnost, če bo. Ja, science fiction. To je zaenkrat vse. Mogoče drugo leto povemo, kaj je v tej prihodnosti. Zdaj bi pa prosil za vprašanja, na katera bomo odgovarjali še Borut Lazar in Robert Reinhardt, ki imata sveže novice, sta ravno kar prišla iz Brusla za algnega kongresa, še iz parlamenta. Prosim. Zakaj se govori o rastlinah in algah? Ni to alga rastlina? Ne, ni. Alge niso rastline. Čeprav, ja. Prosim. Torej, najnovejše taksonomske razvrstitve uvrščajo različne skupine alg na isti nivo, kot so živali, rastline, gljive. Torej, že dolgo je znano, da so alge poznana polifiletska skupina, torej da nimajo skupnega tehnika. Torej so to relativno zelo nesorodne vrste in jih je odvedno so težave z uvrščanjem alg na iste skupine. Pol so pa tukaj še zgodbe s taksonomijami, recimo mi smo imeli Hadžija pred zelo veljavnega taksonoma, ki jo je nekako forsiral svojo taksonomijo 4 kraljestev, pa se pravičujem, se pravi razvrščanje organizmov v skupine. Tako da po svetu se zelo različno razvršča organizme. Tako da to je samo stvar sistema. V bistvu je vprašanje, mislim, taksonomijo, od katerega tedna gledaš. To se dnevno spreminja. V bistvu je to, da so si alge v svojem izvoru in v svoji zgradbi tako zelo različne, da jih je težko uvrstiti v eno skupino in tudi v rastlino. Ja. So bolj različne. Bistvo taksonomije je v tem uvrščanja organizmov v eno skupino, je, da so si organizmi med seboj bolj sorodni kot s katerokoli drugo skupino. In to v realnem ne velja za to vrstino. Sicer so pa dolgo časa bile med rastlinami, naj povem tudi to, da so celo modro-zelene alge bile veliko časa med rastlinami, ampak to se pa zdaj na podlagi novih dognanj, na podlagi analize DNK, torej DNK analiza, zaenkrat je to najbolj natančen sistem, ki kaže stopnjo sorodnosti.
In če sta se dva organizma bolj sorodna, tega dva tako da modrozelene alge so danes cianobakterije v čisto drugi taksonomski skupini Tako, če pustimo biologe kot blazno uživajo okrog vseh vprašanj, tako sem biolog. Sem pa mikrobiolog. Je una definicija, ki je Miha povedala na začetku, edina uporabna. Alge so tiste reči, ki nimajo stebel, listov, korenin in če jih delimo na velike pa mejhne, une, ki so velike, ki jih vidimo, morska solata, take reči, so makroalge, vse ostale so mikroalge, vključno z bakterijami. Nekatere bakterije delajo fotosintezo in tiste tudi štejemo za vse naše namene za alge. Biologi pa tukaj komplicirajo, vsak teden imajo novo delitev. Ja. A se kaj razmišlja v umetni fotosintezi? A to sploh smišljeno vprašanje? Ja, na tem so delali raziskave, ampak zaenkrat še niso uspeli narediti, kako res vem. To je bilo rado simpel, ne? To bi bilo zelo enostavno. Resnici je veliko tega, del raziskav še najprej v študiji procesa in pravzaprav danes skoraj na mikronivoju mikrofotosintezo za lavta. Prezače. Mislim, s kemikalijami, ki so po 500 evrov na mikrogram, tako naprej, da se razumemo. Ampak problem je to obdržati. Fotosintetski mehanizem je samo regenerativen. Danes bi rekel, sončno celico bom naredil z isto tehnologijo, kot je v celicah, se uporablja na teh membranah v kloroplastik. Problem je, da to bo delal morda delen, če na vrata ponediti. Pol bodo pa te klorofili počasi razpadli, če jih doben ne vzdržuje, to ne dela. Tako da tukaj je osnovni problem. Ali bo to sploh smotrno? Celice so odlične mašine, ne zakaj ne uporabiti? V bistvu so slabe mašine, če smo nekaj. Šukr zakone. Slabe so tudi v smislu energetskega izkoristka. 3% izkoristek je danes recimo za fotovoltaiko slab. Je pa res, da delamo nekaj drugega. Ja. Absolutno. Mislim, da spet učinkovito. Mislim, kaj hočeš. Če hočeš delati vdik, so vse fotosintetski organizmi precej slabi, ker vdik se zelo rad veže naprej. Tle smo recimo z Robertom moram postaviti to kar zanimiv par doklernik, vsak dan potekajo takšne diskurzi. To je tehnični pogled na procese in pa en celosten ekološki proces, pravi ekološki, ne v smislu ohranjena okolja, okoljevarstva, ampak ekološki v smislu ekosistema. Namreč v eni taki čistilni napravi, kot jo je Miha prej pokazal in danes deluje v sortirnici Goričane, je kompleksnost sistema, ki vodo popolnoma očisti. Tako velika, da jo zelo težko sploh razmišljamo, da bi jo zdaj posnemali z nekimi napravami. Res je pa, da bi lahko posamezne stvari delali in na nek način z uporabo nekih tehnologij. Je pa, bom rekel, samo ohranitev takega sistema in vključenost takega sistema v življenje, tudi zelo pomemben dejavnik v primerjavi z učinkovitostjo, ki je lahko seveda manjša kot umetnost. Tle verjetno, če bomo danes nadaljevali naše diskurze, ne bojo prišli skupaj, zato pa smo mogoče raje še kakšno vprašanje. Ja, jaz bi še nekaj izpostavil. In sicer
verjetno ste se spraševali, zakaj sploh, ne, se Mihael zelo lepo povedal. Jaz bi tle, mogoče še enkrat poudaril te dve poti. Torej, alge kot malce drugače, bom pa zdaj namenoma rekel rastline, ker je lažje razumeti. Dejansko so to fotosintezni organizmi, ki proizvajajo biomaso. So drugačne, so zelo raznolike, poznamo jih več, lahko rečem 100.000 vrst, tako da je izbor, kaj vse lahko iz alg pridobimo, res izjemen. Zelo hitro rastejo, neprestano jih lahko žanjemo, torej veliko je prednosti v tem delu, pridobivanje alg za algno biomaso. Drugi pomemben element, ki ga mi nekako vidimo in ga izpostavljamo in je že bil tudi povedan, je pa dejansko poraba alg, rastlinske čistilne naprave, alge čistilne naprave. Se pravi, zapiranje, kar je danes zelo pomembno, zapiranje tako imenovanih snovnih krogov. Da zadržujemo, tako kot so včasih snovi se zadrževale v močvirjih, mokriščih, da lepše rečem, in so snovi ostajali v okolju. Potem smo z regulacijami rek in tako dalje odplavili vse živo v morje in danes se v morju kopičijo snovi in na kopnem, recimo fosfor je tak primer, ga že primanjkuje. S takim pristopom, v primerjavi s klasično bakterijsko čistilno napravo, ki nekaj manjka, manjka je ravno, rekel, ta fotosintetski del, lahko naredimo veliko koristi. Se pravi, v zadrževanju in zaključevanju tako imenovanih snovnih krogov. Se pravi, ogljik, dušik, fosfor ostaja v sistemu. V biomasi, ki jo lahko, bom rekel, uporabimo bodisi kot gnojilo, ker je polna teh snovi, ali pa vračamo torej potem preko poljščin nazaj, recimo, v bioplinarno, ali pa še bolje, kar algno biomasa. Se pravi, govorimo o dveh področjih, ki sta morda malo tehnološko različni. In še nekaj, morda bi veliko mladih, Miha je opozoril nekaj profesorjev, jaz bi mlade študente spodbudil, da razmišljajo v tej smeri, namreč tam je bil en krok, mi sodelujemo že zdaj z strojno, elektro, veterinarsko, mikrobiološko fakulteto, biologijo, izzivov, ali pa če se ostaviš na tistimi naši schemi izzivov, tehnoloških izzivov, bioloških izzivov, je tako veliko, da vabimo mlade v pogovor in razmišljanje o tem področju. Pa samo še to za zaključek, dve veji se bom rekel, razvijata, prihajamo ravno iz kongresa Evropskega združenja za algno biomaso, torej alge bomo gojili v prihodnosti v morju, to je zelo pomembno, na kopnemu predvsem čiste odpadne vode. To so zdaj dva trenda, ki se kažeta kot bodočnost. Mene pa zanima, kam so vaše podjetje zdaj? S čim se ukvarjajo? To bo biogorivo ali dodano vrednosti? Robert. Ja, mi se ukvarjamo taki zadnji pol leta bolj s čiščenjem odpadnih voda. Je to tak najbolj potencialno zanimiv problem. Sicer pa je tako, da treba malo konteksta. Tale algna zgodba, algna subkultura je zelo omejen krog ljudi. V zadnjih parih letih se je ekstremno povečal. Vmes, recimo 10 let nazaj, je bilo na svetu malo pretiravno, recimo 20 ljudi, ki se je z algom ukvarjali. Danes jih je 200. Evropsko združenje za algno biomaso ima 50 članov. Rekel, se pravi, smo zelo komorno zasedbani. Se pa ogromno dogaja. Je pa od teh, rečemo, 50 članov, vsak ima eno aktivnost, recimo trenutno so 3 veliki evropski projekti s budžetom dobrih 150 milijonov evrov, ki tečejo na temo energije. Skratka,
pri čemer se ve, da energija iz alg je stvar čez 10 let. Ki bo aktualna čez 10 let. In ko ne bo aktualna kot samo energija, bo vedno v eni kombinaciji aktualna. Tako da naša zgodba tukaj je, ja, kakšen košček bi radi kje razvili. Bolj ali manj se financiramo iz enega raziskovalnega denarja, zdaj pa iz nekaj malega, iz enih projektov. Delamo na nekaj svojih koščkov tehnologije, razvijamo, zagotovo pa je naša vloga bolj povezovalna. Tako kot pri vsaki novi tehnologiji, nobeden od rečemo teh 50, ki smo včeraj skup sedeli, ne bo rešil problema čez noč. Vsak bo svoj košček rešil in to se počasi sestavlja v eno kombinacijo, ki so bolj uporabne rešitve. To je po mojem nakratko odgovor. Mi pa delamo, ja, kar nam plačajo. V bistvu, če nam ne plačajo nič, pa delamo tisto, kar nas zanima. Iskreno povedam. Zelo zanimivo, kar je tudi Mika že omenil. Mislim, da vse 4 večje skupine ali pa posamezne bioplinarne Slovence, ki so že znane v svitu. Imajo vsi skupaj težave z promenovanim digestatom, kar je ven iz bioplinarne. Ta zadeva je zelo zanimiva za nas. Tako da tukaj je tudi ena zelo zanimiva niša, v resnici je komercialna, če ste opazili, da zdaj zadnjega pol leta teče kup debat o tem, kako bioplinarne kurijo koruzo v bistvu. In zdaj so novi predpisi slovenski, to specifično slovenski, so taki, da če kurijo več kot 40-30% hrane za bioplin, da ne dobijo subvencionirane cene elektrike. Kar pomeni, da nimajo kaj početi več. No, zgodba s tistim ciklom, ki ga je prej imel Miha narisanega, se pravi, če recikliramo hranila CO2, malo toplote, skozi eno gojenje algno biomaso nazaj damo v bioplinarno, pomeni, da lahko zreduciramo obseg. V bistvu s tem naredimo tako veliko pogledu to, da sončno energijo pripeljamo v plinarno. Ampak unmu, ki pa namesto te koruze kur nekaj tega, pa zreduciramo delež koruze na manj kot 40, pa dobi nenadoma visoko ceno. To je recimo taka niša, kjer se taki naredi. Ne govorimo o tem, da voda, ki je tudi vrne skozi klasične čistilne naprave in velika zgaga v večini plinarne. To je teme, tudi vse energetske teme, smo včerajšnja debata, prav vsi so rekli, biodizla, bioetanola, iz alg, predstavljega, nikoli ne bo splačal delati. Ali bo to vedno povezan z enim drugim stranskim produktom. Ki lahko bioplin je zelo neizbirčen za tip biomase. Lahko pa hrana ali proteinska krma. Se pravi, biogoriva zaenkrat tudi za vnaprej v bližnji prihodnosti še ne, oziroma v povezavi z drugimi snovmi, s drugimi produkti. To je verjetno zato, ker smo videli, ker je pač dodana vrednost najnižja. Nafta je še poceni. Ja, sad recimo čez 50 let, ko nafta ne bo več, ko bo treba kurati. A je ne bo več? Se ne vemo. Občna količina je... Ja, sploh gotovo. Vedno se, recimo, ni teh kalkulacij energetskih kazov. Danes nafto, ko jo črpajo iz zemlje, dobijo približno, torej je ta energetski vzvod približno 10 do 30. Vložiš 1 kilovat energije, dobiš 10 do 30 kilovatov ven, odvisno pač kakšna vrtina je. Una nafta, recimo v Kanadi iz škrilovcev, iz peska, ima ta vzvod samo 1,5 do 2, ne več 10 do 30. Se pravi, je pa ogromno nafte tam na voljo. Se pravi, ko bodo ti začeli uporabljati, bodo seveda cene višje, še manjša, še
slabša energetska bilanca. Mi imamo pri algah, če govorimo čisto o algi, recimo v enem takem ciklu, ki se ga da zračunati z bioplinom vmes, pa recimo, da pobereš ven etanol, kar se da enostavno narediti, ostalo bioplin, tam se da pridati na energetski vzvod tam 1,5. Ne dosti več. Zdaj govorimo o analizi življenjskega kroga, se pravi, da res vse inpute preštejam in tudi z investicijo in naprej. To so stvari, ki bodo, recimo, ki bo edina nafta še iz škrilavcev, se bo verjetno splačali delati nafto tudi na tak način. Seveda so pa možne nove tehnologije, ki danes pravzaprav noben ne razmišljajo o tem, kako bomo gojili nafto, alge v morju. Vsa zgodba z makroalgami postaja spet aktualna. Imate krasni plan kazali. Tam, če poznate zgodbo, ene 3 območja so v oceanih, kjer se zbira plastika. So v bistvu tako območje, ki so zaprta. Tam se da vidite na makroalgo, ki plavajoča sama dela dušik, treba je sam fosfor dodajati, bolj sam požarnjaš, spraviš biodiza, krasno. Sam treba je še ekološke vplive te zgodbe premisliti. Pa to je tak megalomanski projekt, ker ne moš narediti tega na 1 kvadratnem kilometru. Treba je vseh po njih 200,000 kvadratnih kilometrov. Ja, ene 3 sredi oceana je tak cikl, kjer voda... To je mirne vode, ne? Ja, tam kjer, pa še spodoma bi plastiko skucali, spodoma bi še eno plastiko skucali, med tem kalbežan, en dodatno pomen. To so take zgodbe, da bi Tresaro pridala v vesolje, da bomo umrevali sedevanje zemlje. Niso ali pa da bi gnojili oceane, da bomo povečali produkcijo alg, da bo več CO2-ja. Ja. Ne jih videli. So probali, brez jasno dokazanih učinkov. Ker je, da v takem velikem merilu je to vedno zelo težko pokazati. Jaz se pa tudi gledem le končko morja, imam pa boljšo produkcijo kisika. Zakaj? Se ne ve. Tukaj, vsa ta morska zgodba je zelo zanimiva, pa nisem zdaj Valentina tudi predavala. V morju cianobakterij, sploh ne poznamo. V morju je tukaj eni cianobakterij, v zadnjih 10 letih so ugotovili, da morda razmerje produkcije kisika, ki je veljali, rečemo 10 let nazaj še veljali, da to malo manj kot pol morje pridela kisika, drugo polovico pa gozdovi, tropski pravos in tako naprej. Danes verjetno velja to razmerje, da je tam 70-80% v morju. Zdaj so odkrili enih cianobakterij, ki je približno 70-80% vseh bakterij v morju, ki delajo kisik, ki se jih do pred kratkim sploh bi dal gojiti v nobenem gojišču. Tako da, tukaj je še veliko neznanka. Kogarkoli čuden to zgleda. Ali bo cveto, da tam se bi pristano, ali na tak način. Absolutno. To lahko rešiti pravcem. Se bo poznamo, hoče reči, ena ideja, tako, še več, še več nadresa, zaradi segrevanja ozračja se dviguje nivo morja, v bistvu imate recimo Sahari in 2-3 depresije, ki so tako po 20-30 kvadratnih kilometrov velike. Treba sam se zidati tunel, po velikosti Mississippija. Tunel velikosti Mississippija bo vih za dost vode odpeljal stran od morja, da bo gladina ostala na miru, znotraj teh depresij, treba pač alge politi rastline, desalinizacije, da so leva voda, tako naprej. To bi Kitajci sprejeli, ki imajo več depresive. Pa ti naredil, po moje. Ker se take stvari dela, mislim, to je sicer portugalska ideja, taka se nam povedal. Mislim, takih megalomanskih idej je veliko.
Največ nobena kar tako ni sprejemljiva. Vedno je treba to dobro premisliti. Preden se česa takšnega lotaš. Na drugi strani, se jim okolje smo že zmrcvarali. Zdaj moramo v bistvu narediti nekaj, ko bo neutralizirali te efekte. Vedno bomo zraven šli ko se pa daš navago, bo to, da se voda dvigne za 10 metrov, prevaga, to draži, kot da in konc sahar je pomičet. Tu se veš. To so sprežili. Kako? No, biolog je malce drugače. In takih je bilo smo dosti bolj zadržali. Vseeno razmišljamo o algah, ki so v nekih omejenih in prostorih, ki se ne delujejo. Kaj je znotraj ta in kaj je znotraj. Zelo blizu Atlantika, tako je sad 20 km tunela treba narediti. Če pogledamo jezove, Svanske, pa v Uzbekistanu oziroma reke, ki so iz Aralskega jezera preusmerili, to je vse na dolgi rok obsojeno na velike škode. Se, a ni s tem Aralskim jezerom tudi totalno? Šoladi na suhom. Na Dona vi tudi imate pa vasi v vodi, ali pa na Nilu. Ena pomembna zadeva, ki jo je treba danes še postaviti, ki je tudi izvolitev tega kongresa, je ta, da je trenutno na planetu milijarda lačnih. Do leta 2050 bo še 2 milijardi dodatno lačnih ljudi in v tem kontekstu so lahko alge tudi opcija za dodatno za povečanje reševanje validnega hrane. Pričemer je tukaj zdaj pa treba podatki, na eni strani jamramo, da ne znamo dovolj poceni gojiti. Ta opcija, ki pa rečemo, ki definitivno deluje, gojenje spiruline v enih lokalnih razmerah na en lokalen način, je lahko tam z relativno nizko tehnologijo, relativno nizko produktivnostjo, pa lahko dosežeš nekaj, kar se da tam narediti. En Švicar je pripravljal moj zdaj po 80 000 uporabnikov njegovih inštalacij, ki pokrivajo take rečenke organizacije postavljati v Afriki in Aziji. In enostavno delati v bistvu s tem povečuje nivo kakovosti hrane. To ni. Od spiruline ne moreš živeti, ampak od riža tudi ne. Ker je v bistvu... Od sušija pa se da. Od sušija se pa da, ja. Kako bo razumna stropena riba, to je ena. Ta delikatesa. Ja, una je stropena, da. Se te nismo obrejali. Dobro, če je še kakšno vprašanje iz publike, tem je veliko sicer, ampak ne moramo vse kaj nekaj delati. Morda sem to. Mi en seminar organiziramo za koga, ki ga z te teme malo bolj zanimajo. Res, da morda malce bolj tehnološke, pa občasno tako malo bolj globalne. Če koga to zanima, naj preprosto mail napišem info.agency, da ga vrstimo na listu. Eno vprašanje še. Imate planov kakve kadrovske širitve? Mislim, čez par mesecev ostane brez službe. Trenutno smo prijavljamo 4-5 projektov,
tega je tudi 1 milijonski vmes, tako da, če se nam slučajno zgodi, da jih bo več sprejeti, bomo zelo iskali. Tako da, ja, vabljeni vsi, ki nas to zanima, zaenkrat so naša vrata odprta, nič ne skrivamo. Tako da smo veseli, bomo v stiki. Ja, ki si se vnikli v najboljšem stanju, pač kolikrat na vrata napisati, pa pa je vse je odleščeno. Še kakšno vprašanje mogoče? Pa na vaših forumih, ali kako ste prej rekli. Ok, jaz bi še za eno aplavz lepo prosil. Ene listke ste dobili na stoli, ne vem, če ste jih kaj prebrali, hočete holesterolno zdravje, mast je slast pravijo, oziroma pravi doktor Matija Cevc, ki bo naslednji teden dodaval takrat tudi ne bo več političnih soočenj, ki vas itak ne zanimajo, če bi vas dobivam zdaj nekaj. Ampak hvala bomo bo tudi tega enkrat konc. Tako da potem za tem predavanjem en teden premora, tako da pridete malo vse, potem pa 22. dr. Maja Zagmajster o nedopilih. Tako da, če vas to zanima, pred novim letom, vabljeni, pride kva za polno živile. Uživajte pa najlepše, hvala, ste vas. Nasledanje.